Pozdravljeni! Pierre Gasly je tik pred tem, da bo s kazenskimi točkami zaslužil prepoved nastopa na eni dirki. A mi navdušenci se lahko začnemo spraševati, kako se ta sistem sploh lahko interpretira. Marsikateremu navdušencu se morda zdi sodobni sistem kazenskih točk v svetovnem prvenstvu Formule 1 rahlo brezsmiseln. Namreč, vkolikor ima voznik neko določeno število točk, bo moral biti pazljiv in to pomeni, da si ne bo upal v določenih situacijah biti drzen, agresiven. In to je tisto, kar po mnenju mnogih je glavna značilnost voznikov Formule 1. In mnogi verjetno tudi mislijo, da včasih so bile stvari drugačne, da se ni tako na lahko nekoga diskvalificiralo. Pierre Gasly je do tega trenutka zbral 10 kazenskih točk in običajno za prekršek se dobi dodatni 2 točki. Le v redkih izjemah, ko je ta prekršek nekje na meji ali izjemno blag, se še števku prišteje samo 1 točka. A 10 točk Pierrea Gaslyja ni še kritična situacija. Težava je v tem, da se točke začnejo brisati po 12 mesecih ali poenostavljeno po koledarskem letu. In Pierre Gasly bo moral počakati seveda do velike nagrade Emilia Romagna v naslednji sezoni, da se mu bodo prve točke sploh začele brisati. Torej, ima kar nekaj možnosti, da bo 12 kazenskih točk dosegel. Preden se spustimo v primer Pierrea Gaslyja, je prav, da si pogledamo, kako je bilo v preteklosti. Namreč, kot sem omenil, včasih je bilo vse drugače, ampak ni nujno, da je bilo vse bolje. Namreč tudi v predhodnih obdobjih so voznike diskvalificirali, če niso bili dovolj disciplinirani. In verjetno marsikdo izmed vas se spomni, kaj se je zgodilo na začetku velike nagrade Belgije v sezoni 2012. Romain Grosjean je dobesedno pokosil približno polovico štartnega razporeda. In mislim, da se tu vsi mi strinjamo, da je bila kazen upravičena. Verjetno se je kdo začel spraševati tudi, zakaj Romainu Grosjeanu niso vzeli super licence. Ampak kazen je zalegla, Romain Grosjean se je umiril in videli smo ga še kar nekaj let v svetovnem prvenstvu. Ampak verjamem, da Romain Grosjean ni pravi primer, ko se lahko pokaže na diskvalifikacijo kot neke vrste vzgojno kazen. Verjetno kakšno bolj zveneče ime bi zadevo lahko bolj postavilo v pravo perspektivo. In če vam povem ime Nigel Mansell, verjetno junak mnogih starejših navdušencev Formule 1. Junak že, tudi svetovni prvak leta 1992, ampak leta 1989 je napravil nekaj, kar je šlo seveda prek vsake meje. Na veliki nagradi Portugalske je zgrešil mesto za postanek. Enostavno v pit laneu je dal v vzvratno prestavo in se peljal nazaj. Nekaj, kar je po pravilih Formule 1 strogo prepovedano. In seveda temu je sledila črna zastava. In tu mislim, da nihče izmed nas si nima kaj pritoževati. Težava je v tem, da Nigel Mansell te črne zastave nekako ni sprejel, recimo, da jo je spregledal. čeprav so mu jo pred obrazom mahali kar nekaj krogov.
Nadaljeval je svojo dirko in kljub temu, da je imel črno zastavo, torej bil diskvalificiran, je trčil za Ayrtonom Senno ter povzročil tudi njegov odstop. Torej, diskvalifikacija na naslednji dirki je bila verjetno nekaj pričakovanega. A če je obnašanje Nigela Mansella na veliki nagradi Portugalske, lahko bi rekli, prej izjema kot pravilo, se kdo izmed vas spomni, kaj vse se je zgodilo v sezoni 1994. Namreč do sedaj smo videli, da so bile diskvalifikacije, lahko bi rekli, prej izjema kot pravilo, ampak v sezoni 1994 je bil primer obraten. Že na prvi dirki, veliki nagradi Brazilije, je Eddie Irvine povzročil trk. In zaradi tega manevra je dobil, seveda poleg odstopa na prvi veliki nagradi, prepoved nastopanja na naslednji veliki nagradi. A pri ekipi Jordan so se pritožili. In rezultat pritožbe je bil, da so pri FIA zvišali kazen. Ne samo, da so potrdili tisto diskvalifikacijo na naslednji dirki. Tej kazni so dodali še 2 dirki prepovede, torej skupaj 3. In to samo zaradi tega, ker so se pri Jordanu pritožili. In Eddie Irvine tudi v nadaljevanju je dobil še eno prepoved oziroma eno diskvalifikacijo, ampak ta je bila suspendirana. In prav suspendirana kazen je lep primer, kaj se je zgodilo drugemu slovečemu imenu prav v sezoni 1994. Namreč na veliki nagradi Velike Britanije je Mika Häkkinen povzročil nesrečo. Njegova kazen je bila prepoved nastopa na naslednji dirki, ampak kazen pogojno pod suspenzom. A težava je, da Mika Häkkinen na veliki nagradi Nemčije je napravil podoben manever. In tu o kakšnem suspenzu ni bilo mogoče razpravljati, kajti avtomatsko je dobil prepoved nastopa na naslednji dirki. In videli smo, da takrat seveda Mika Häkkinen še ni bil dvakratni svetovni prvak, ampak bil je eden izmed tistih slavnih imen, ki so bile na štartnem razporedu Formule 1. A zgodbe ni še konec, namreč v sezoni 1994, že na prej omenjeni veliki nagradi Velike Britanije se je zgodilo nekaj, seveda kar zopet meji na bizarnost. V formacijskem krogu je Michael Schumacher prehitel Damona Hilla. Seveda prekršek, zaradi katerega je dobil 5 sekund kazni stop and go. A pri takrat ekipi Benetton te kazni niso razumeli in Schumacherju jo niso sporočili. A zaradi tega so nemškemu vozniku pokazali črno zastavo. Ampak zopet je Michael Schumacher, podobno kot Nigel Mansell nekaj let poprej, to črno zastavo popolnoma spregledal. Seveda sledile so pritožbe strani ekipe Benetton, Michael Schumacher je na to oddelal 5 sekund kazni, ampak po tistemu roku, ki je bil dan po pravilniku, in dirko končal na 2. mestu. A zgodbe ni bilo konec, namreč posegla je FIA, ki je pač ugotovila, da pri ekipi Benetton in seveda z njihovim voznikom Michaelom Schumacherjem se niso vedli po pravilih. In po veliki nagradi Belgije je dobil 2 dirki prepovedi. Seveda, velika nagrada Belgije je zopet ena izmed tistih, katera je ostala v spominu mnogih navdušencev Formule 1. Namreč tudi tam je bil Michael Schumacher diskvalificiran, ker je preveč obrabil tisti leseni distančnik na dnu. In ja, ukolikor ste se spraševali, kaj se je zgodilo z drugim mestom Michaela Schumacherja na veliki nagradi Velike Britanije, tudi tisti rezultat so brisali, kajti pokazana mu je bila črna zastava in ko je enkrat zunaj, pomeni diskvalifikacijo.
ne glede na vse ostalo. Torej, videli smo na teh nekaj primerih, da včasih so bile zadeve drugačne, ampak razsodniki so bili bistveno bolj strogi. In tudi obnašanje voznikov je bilo čisto drugačno od tistega, kar gledamo danes. Tudi v nižjih formulah, naprimer Formuli 2, smo naprimer v letošnji sezoni videli kar nekajkrat, da so vozniki zbrali dovoljšno število točk, da so recimo temu počivali. A šlo je ponavadi za voznike, ki so rahlo precenjevali svoj talent in svoje sposobnosti. Vidimo lahko letos, da Pierre Gasly je zbral izjemno visoko število kazenskih točk in to skorajda na vsaki dirki. Si je tudi on morda želel malce preveč? Seveda, sedaj smo tik pred tem, da bo voznik v sodobni Formuli 1 dobil eno dirko kazni. In mnogi avtorji bodo začeli zgodbo, da sistem ni pravičen, da so pravila prestroga. A zanimivo je, da so take zgodbe prišle na dan, seveda takrat, ko je Pierre Gasly zbral 10 točk, predtem, ko jih je imel na računu bistveno manj, pa se nihče na to ni oziral, niti Gasly sam. Tudi v tem trenutku imamo na štartnem razporedu voznike, ki imajo 1, 2 ali pa celo nobene kazenske točke. In zakaj bi morali nekako Gaslyju odpuščati za napake, ki jih je storil in zaradi katerih se v času, ko je imel za to možnost, ni pritožil? Seveda, vsakogar boli, ukolikor dobi takšno kazen, ampak Pierre Gasly ima dve možnosti. Ali da vozi bolj pazljivo, ali pa naj se sprijazni s kaznijo. To, da je sistem nepravičen, v tem primeru pač ne drži. Včasih bi lahko že bistveno prej dobil diskvalifikacijo. In sedaj se lahko pogovarjamo upravičeno ali ne. Ampak tokrat je dobil, po mojem videnju, dovolj opozoril. Za danes je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.